Sledi impresivna družinska hiša, ki si jo je arhitektka zasnovala tako, da iz svoje kuhinjske pozicije nadzoruje celotno hišo. Danes me je na obisk povabil tale prijazen kuža Teki Romih. V bližini Grosuplja je našel svoj prostor pod soncem. Lastnica tega prijaznega kodra je ustvarjalna arhitektka, ki je zasnovala tudi tole hišo za nama, precej sodobna, ki odlikuje precej svetlobe. Teki, pet, greva. Lara, vi ste arhitektka, sami ste zasnovali tole hišo od temeljev do strehe, tako načrte hiše, kot tudi notranjo opremo. Ja, res je. Od tega je zdaj že 7 let. Hiša je zasnovana po principu nizkoenergetske hiše, kjer skušamo svetlobo pripeljati noter na ta način, da v mesecih, ko je premalo sonca, ogrevamo z soncem, poleti se pa zaradi napušča sonce skrije, in zaradi tega ni pregrevanja poletnega in tudi ne potrebujemo nekih zunanjih senčil. Noter je pa bistvo vsega balans svetlobe, se pravi pripeljati v prostor na najboljši možni način svetlobo, naravno svetlobo na tak način, da se noter giblješ enakomirno osvetljeno. Skratka, vse proba biti enakomirno. Jedilnica, kuhinja nasproti jedilnice je pa zastavljena kot glavno krmilo na jadrnici, kjer človek, ki tam stoji, ima nadzor nad celo situacijo, nad sobo komplet do konca, plus gor v mansardo, na dovoz na dvorišče, tako da ti nihče ne uide, vse jih imaš pod kontrolo. Kontrolna soba. Ja. Recimo spalnica je najdlje od kuhinje, kajti v spalnico ne pridem, razen zvečer ob 11, grem zjutraj ob 7 ven iz nje in je konec. Zdaj je tudi spalnica najdlje umaknjena. Otroške sobe so bližje, kopalnice so blizu sob, tako da ko odpreš sobo, skočiš direkt v kopalnico, take stvari, to se mi je zdelo zelo pomembno. Pa v kuhinji, ko kuhaš, ko si s tem pultu, da ti stojiš na ta način, da stvari prihajajo k tebi, ne da se ti sam sprehajaš gor pa dol, ampak si tlele in potem odpreš to, pospraviš, dvigneš, se obrneš, tako mora nekako funkcionirati, ker drugače v veliki bajti narediš nenormalno veliko število kilometrov. Hiša je sezidana z naravno glineno opeko Poroterm in pokrita z opečnato kritino Tondah. Vrt pobere kar veliko dela, nažalost, ni se tako čudovito lepo, ali pa dajmo reči tako trava, ne, se je čudovito. Trava je kot nogometno igrišče, kaj ni? Trave smo imeli na začetku veliko, ker je valjda najlepša estetska stvar, če vse pokošeno ravno. Pa suhi vrt imate. Tako, in to je boljša rešitev, da potem tudi umiriš to razmerje zunaj, da je nekaj suhega vrta, ali pa vsaj pol pa trave, ker tisto, kar res potrebuješ od trave, je, da jo gledaš iznoter ven. Takrat ima ona svoj cilj. Če je pa to kar trava, kar vse okrog bajte, pa da ti sam kosiš in gledaš tisti plevel, ki raste, je pa malo preveč dela, tako da suhi vrt. Vi ste tudi malo Primorka, a ne? Ful. In ja, se mi zdi, da potem ta suhi vrt tudi malo iz tam izhaja. Mora biti kaj kakšna skalca, da se počuti domače in tako naprej. In ogromno lavande, obvezno, da umiri ta tempo primorskega norenja. Potem sem videl recimo teli prostorčki to so zelišča verjetno. To so zelišča. Ja, spet ena izmed praktičnih rešitev. Samo z kuhne zelišča že pridejo. Tako. Zdaj, če moram vsakič obuti čevlje, da grem na vrt po zelišče ne bom šla. Ja, ne bom šla, ker je časovno. A ste malo lenobni po naravi? Kaj, če sem malo? Lenobni po naravi? Ne, preveč stvari bi rada naredila na minuto, torej škoda se mi zdi časa. Aha, spet preračunavamo. Free control. Potem tale električna konzola sred tega kuhinjskega otoka, tudi ena izmed takih rešitev. Ta je nujno potrebna, ta je klasika vse povsod, zato ker omarc zgornjih ni, da bi ti nekam skril to elektriko. Med kuhanjem in vodo nujno potrebuješ vse, kar počne se ravno tle dogaja med tema dvema. Tako da tudi med kuhanjem in vodo oziroma med koritom je potrebno imeti ne 2 metra pulta, ker če ne se samo sprehajaš, ampak 1 meter toliko, da imaš obe dve na dosegu roke. Kaj pa miza? Masivna? Miza je masivna, pomeni kulturo hranjenja. Torej, za veliko leseno mizo se dobimo, takrat se pogovorimo, takrat pojemo in steklene ne pridejo poštev, so hladne, kovinske, tudi ne, tako da ti bolj ne ostane.
Ta les je ta prava stvar. Tudi če se malo uničijo, praska, seveda otroci uničijo marsikaj, tudi parket, ampak to je vendar natur stvar. Ko bojo otroci odleteli iz tega gnezda, se lahko to obnovi in je stvar rešena. Parket lesen? Parket lesen, masiva, natalno gretje položena, en tak poskus, ponavadi se tega ne dela, ampak jaz sem čisto zadovoljna, ker gre res za centimetrske debele tikove deščice, čisti naravna stvar, preoljena in konec. Funkcionira tudi na talnem gretju. Se pravi, talno ogrevanje, prej ste že omenili že na začetku, se pravi sama zasnova, ta svetloba in tako naprej, sem nekaj ekološkega noter zaznal, imate še kakšne druge vire alternativne? Na strehi so nad strešnimi okni še 2 kolektorja, ki sta utopljena v streho, tako da iz estetskih razlogov tlele, da je v istem nivoju, kot so strešna okna, niso nagnjeni ven. Ker ta nagnjenost ven na strehi malo čudno zgleda. Tako da, če imaš to možnost in prodajalci imajo. Se pravi, ima že streha optimalen naklon za ta namen, res? In orientacijo. A res ste tudi to razmišljali? Ja, seveda. Pa v zgornjem delu, ki je v bistvu na nek način pol hiše, oziroma tretjina v resnici, imate več ali manj samo strešna okna, ne? Tako. Streha je, dajmo reči, skoraj do tal v mansardi, torej parapet je 40 centimetrov. Zaradi razgleda je tudi pomembno, da imaš seveda okna, če se le da, čim niže, kakor je v pritličju, to pomeni strešna okna tudi do tal. To pomeni, da če se človek igra na tleh, piše, bere in pogleda ven, imaš vedno stik z okolico. Torej, zakaj? Ker pri razgledu so 3 pomembne stvari. Stik s tlemi, stik s horizontom in stik z nebom. Če imaš vse te 3 zagotovljene, v vsakem prostoru dobiš najvišjo možno kakovost bivanja. In tako je v vsaki sobi, samo skrajna najina spalnica ima nekaj odprtin na sever, kar je sicer mogoče malo škoda, ampak je tam ena čudovita češnja in kot cveti imaš ta prizor pred sabo. Panoramsko okno v spalnici s kljuko na spodnji strani ponuja čudovit razgled na Krim in okolico. Najlepši razgled bomo imeli, če ga vgradimo med 120 in 150 cm nad tlemi, poden pa zaradi lažjega odpiranja ne postavljamo pohištva. Več o kakovostnem bivanju nam je razložil strokovnjak Domen Pogorevci iz podjetja, ki je specialist za strešna okna. Prezračevanje v zimskem času najbolj fajn nekje 2 do 4 krat po 5 minut na dan, da se zrak zamenja. In tudi ljudje imajo tisti občutek, zdaj bom izgubil ogromno neke energije, ampak če se za 5 minut okno odpre, zamenjamo tisti topel, vlažen zrak z suhim, hladnim. In ker imamo okno odprta res samo tisti kratek čas, se zamenja samo temperatura zraka. Vsa toplota, ki je akumulirana v stenah, v pohištvu, ostane in ko dobimo mi svež, suh zrak v prostor, se ta izredno hitro ogreje od te toplote, ki je akumulirana v, bomo rekli, naši okolici, se pravi stene pohištva. To pomeni okno odpreti na stežaj, narediti prepih? Obvezno prepih. Če se ne naredi prepih, se potem bistveno del časa prostor prezračuje, tako da prepih je esenca, oziroma bomo rekli bistvenega pomena, da se hitro zrak zamenja v prostoru v tistem kratkem času, se pravi nekje 5 minutah, da se potem pripelje nov in se potem naprej segreva. Gospod Domen, vsak prostor v hiši, glede na svojo namembnost, zahteva neko svojo količino svetlobe. Kako točno določate že v zasnovi hiše, koliko dejansko bo v tistem prostoru svetlobe, glede na okna seveda? Včasih je bilo treba objekt zgraditi, pa se je potem videlo, ali je svetloba v prostoru dovolj dobra ali ne. Tu pa lahko že vse v fazi načrtovanja zanaliziramo in številni programi so, bomo rekli, na voljo brezplačno in imajo ogromno nekih različnih možnosti, kako se te zadeve potem lotiti. To pomeni, da jaz lahko sam doma na svojem računalniku dam nek model hiške noter in mi nekako to zračuna. Tako enostavno je to. Tako programi, seveda so različni, bomo rekli, težavnosti. Eni so dosti bolj zakomplicirani ali pa kompleksni, kakor pa drugi, ampak načeloma je ta zadeva sorazmerno enostavna. Južna orientacija je bistveno bolj močna, več direktnega sonca, kakor pa severna svetloba, ki je malo bolj razpršena. Tako da se potem na ta način tudi v fazi projektiranja najde neko optimalno rešitev. Seveda pa predpisi so pa tisti minimum, ki ga pač treba nekako zadostiti. Želja pa seveda poveč, ker ljudje smo naravna bitja in tako kot rastline in živali potrebujemo naravno svetlobo za normalno funkcioniranje. In tempo in način življenja v današnjem času je pa toliko spremenjen napram, bomo rekli, stoletja nazaj in se zadržujemo do 90% svojega časa v zaprtih prostorih. In seveda temu primerno so pa manj izpostavljeni direktni sončni svetlobi. In zaradi tega je treba veliko več poudarka nameniti naravni oziroma pravilni, dobri naravni osvetlitvi prostorov. Ker drugače
sami po izkušnjah vemo, da se v temačnih, slabo osvetljenih prostorih slabo počutimo in tudi številne te študije dokazujejo, da prostori z dobro naravno osvetlitvijo bistveno vplivajo na počutje in zdravje posameznika. Ne nazadnje vpliva pa tudi na povečanje storilnosti, učnih sposobnosti, socialnih interakcij, skratka ogromno nekih nevizualnih aspektov, na katere svetloba potem vpliva pri posamezniku. Tako da svetloba ima bistveno večji vpliv na naše delovanje, kakor si mi mogoče upamo priznati.